Pozdravljeni, moje ime je Mihael Žmaher in sem trener za samozavest. Danes sem vam oglašen kar izza svojega laptopa, na katerem vsak dan pišem svoje delo, svoje delavnice, seminarje, objave. In danes imam v bistvu za vas prav posebno sporočilo, katero je pa namenjeno predvsem puncam, damam, gospodičnam, kraljicam, kakorkoli se pač imenujete. In vse tiste, verjamem, da vse punce, ki gledate to sporočilo, da ste ga odprli z namenom. Zakaj? Namreč v tem sporočilu vam bom pomagal razjasniti, kako lahko prebudite svojo notranjo kraljico, kako se lahko postavite za sebe in uveljavite svojo žensko moč. Več v nadaljevanju. Vsak izmed nas igra v življenju določene vloge. In s tem, ko mi igramo neko vlogo v življenju, ko sprejmemo neko odgovornost in začnemo delovati, takrat se nekaj v nas spremeni. In če dlje časa to vlogo igramo in če dlje časa delujemo po določenem načinu ali po določenih tirnicah, se začne po teh tirnicah oziroma tem načinu izoblikovati naša osebnost. In če smo mi pametni in če zbiramo pametne vloge in smo dejansko delujemo na vseh področjih življenja, potem se lahko razvijamo celostno, lahko razvijamo vse aspekte sebe, lahko razvijamo svojo dejansko moč. Če pa mi dejansko ne sprejemamo vseh vlog, če dejansko ne sprejemamo vse odgovornosti, ki bi jo mogli sprejeti na vseh področjih življenja, potem pa se razvijamo v osebnost, ki ni popolna oziroma katera ne izraža celostne svoje moči. In ravno to se ponovadi zgodi pri spolih. Fantje izrazimo določene aspekte svojega življenja in zaradi tega družba je izoblikovala moška dela, moške poklice, moške odgovornosti in ženske po drugi strani ste izoblikovali svoj aspekt dela, svoj aspekt življenja. In ko se moramo enkrat v življenju odločiti za nek aspekt, nam to istočasno onemogoči, da bi prevzeli odgovornost na vseh aspektih dela življenja. In zaradi tega pride do padca samozavesti. Zaradi tega se določene ženske, ki bi mogle stati v svoji moči kraljice, ne počutijo tako in istočasno posledično ne delujejo tako. Tako da to je razlog, zakaj nekatere ženske ne delujete v polni samozavesti. Zato, ker ste sprejeli vloge in se sprijaznili z njimi. Tako da zdaj je čas, da to spremenimo. Najboljši način, da se in moški in ženske vrnejo nazaj v svojo moč, v svojo energijo, je, da začnejo sprejemati popolno odgovornost za svoje življenje. Jaz vem, da je to včasih lažje reči, kot pa narediti, ampak dejansko to je delo, oziroma odgovornost, ki jo moramo sprejeti s tem, ko se rodimo. Tako da, kako ženska postane kraljica, tako da postane odgovorna. Ko enkrat ženska prevzame odgovornost za svoje zdravje, za svoje čustveno počutje, za svoje misli, za svoje finance, za svojo družino, takrat lahko dejansko ustvari ustvarjalno kreativno moč, katero ima vse, in prebudi aspekt kraljice. To se pravi, ko se ženska človek sooči z svojimi strahovi, ko začne iskreno priznavati, občutiti in izražati svoje čustva, ko se nauči postavljati svoje meje, nauči reči ne, ko se nauči prevzeti odgovornost v svoji karieri, za svoje finance, ko začne o sebi razmišljati v glavi kot o enakovrednem partnerju oziroma človeku, kar tudi je, potem ženska začne razvijati svojo udarno moč, katera prihaja iz njene resnične osebnosti. Tako da, kako lahko pomaga delavnica samozavestna ženska v nadaljevanju? Da pa lahko pomagam tistim puncam, gospodičnam, ki ne vejo čisto točno, kako začeti, sem naredil delavnici samozavestna ženska kraljica, katera pomaga v njej zbuditi najboljše. In to so tisti aspekti, ki ženski omogočajo, da se počuti ženstveno, da uživa v svoji vlogi ženske, da zna biti dobra mama, da zna biti dobra ljubimka, da zna biti dobra poslovna ženska, da zna jasno od svojega življenja zahtevati tisto, kar si zasluži in da zna uresničiti svoje cilje in sanje. In delavnica samozavestna ženska kraljica te bo naučila postaviti meje v svojem življenju, naučila te bo reči ne, naučila te bo prepoznavati, kaj so tvoje resnične potrebe, naučila te bo, izvlekla te bo ven iz zastarelih miselnih vzorcev in čustvenih blokad in ti odprla svobodno pot naprej v delovanju in razmišljanju. Namreč, opazil sem, da je veliko gospodičen
ujetih v starih tradicionalnih vzorcih, ki so se jih naučili od družbe, kdo bi ona kot ženska mogla biti. Tako da zdaj je čas, da te blokade vzorce odstranimo in ravno to je tisto, kar dela delavnica Samozavestna ženska kraljica. Gospodična nam samo pomaga, da se spomnejo, da so kraljice nekje globoko v sebi in speče dame zbudi, zato da lahko zaživijo v svoji moči. To vam bo dala delavnica Samozavestna ženska kraljica. Ko ženska enkrat postane kraljica, oziroma ko se začne zavedati svoje resnične narave, se to, verjamete, zelo na veliko opazi v njeni okolici. In vedno, ko mi uveljavimo neko spremembo v svojem življenju, to pusti posledice. To pusti posledice v naši okolici, pri ljudeh, ki jih poznamo in navsezadnje tudi pri nas. Kako bo okolica sprejela vaše spremembe in to, da ste vi postala kraljica, da ste razvila svojo žensko moč, dovoljte, da se okolica odloči sama. Ampak moje izkušnje so, da se ponovadi partner ali pa otroci ali pa družina veseli, zato ker končno imajo doma kraljico in verjamete, vsak pametni moški si želi imeti kraljico ob sebi. Ker kraljica imajo ob sebi samo kralji, kar pa pomeni, da če ima nekdo kraljico ob sebi, pomeni, da je kralj ali pa da bo zelo kmalu postal kralj. Tako da boste veseli za svoje fante, mogoče bo ta sprememba na začetku malo začudila ali pa jih boste mogoče malo presenetili, zato ker če ste celo življenje zdaj delovali malo bolj potihem, ponižno in da se niste kaj preveč izpostavljali v ospredje, bojo na začetku določeni ljudje malo presenečeni, ampak verjamete, ko bojo videli, kaj lahko resnično daš ali pa date kot kraljica, potem bojo oni tudi zelo hitro se postaviti z vašo novo vlogo oziroma z vašim novim načinom izražanja osebnosti. So pa tudi ljudje, ki jim ne bo všeč, da ste dobili nazaj svojo notranjo moč in da ste se znali postaviti za sebe. Za te ljudi vam pa puščam, da se odločite sami, kaj boste z njimi naredile. Ampak eno zelo dobro nasvet, dajte se vprašati, če res želite imeti ljudi ob sebi, ki ne marajo, da delujete v svoji moči in da ste dejansko tisto, kar ste se rodile, močne kraljice. Tako da to je pa čisto vaša odločitev, na kakšen način boste zavladali svoje življenje. Tako da, drage moja kraljica oziroma draga moja kraljica, če želiš imeti v življenju pogum, če želiš imeti v življenju uresničene sanje, če želiš biti izpopolnjena kot ženska in živeti svoje življenje, svojo resnico, potem te vabim, da raziščeš to delavnico Samozavestna ženska kraljica naprej in pogledaš, kaj je tisto, kar lahko ti vzameš zase in kaj je tisto, kar ti potrebuješ. Torej, če ti je karkoli od tega všeč, če se vidiš v tej zgodbi in bi rada napredovala naprej, te vabim, da se mi 15.2., to se pravi to nedeljo, pridružiš na delavnici Samozavestna ženska kraljica. Delavnica bo potekala v Ljubljani, začne se ob 10. zjutraj na Tbilisijski 83 v duhovnem ateljeju Potovanje duše, na katerem se bo zbrala skupina ambicioznih bodočih kraljic in skupaj bomo dejansko v eni super celodnevni delavnici razdelali tvoje področje in ti pomagali zgraditi moč tam, kjer si jo mogoče do sedaj izgubila. Več informacij imaš na moji spletni strani mihaelzmaher.si, lahko mi pišeš tudi na mail info@mihaelzmaher.si in upam, da se vidimo v nedeljo. Čau! Gremo. A se pripravljam? Ja, dajmo. A veš, kaj si povedal? Dej, že nekaj. A veš, da te snema? Ja. Zdravo, moje ime je Mihael Žmaher in danes se vam javljam za svojega laptopa, na katerem ustvarjam svoje delavnice, seminarje, vsebine, pisane in tako naprej. Kot veste, zdravo, moje ime je Mihael Žmaher in to se zdaj treseš. Kaj je stalo? Ne vem.
Zdravo, moje ime je Mihael Žmaher. Čak se mori. Psa. Tara, imaš ti kaj zapovedati, glede na to, da si ženska? Kakršen koli komentar? Daj piškot. V redu, komentar sprejeti.